Hvaljen Jezus in Marija. Dragi gledalci televizije Exodus, v današnjem evangeliju beremo: tako ni volja vašega nebeškega Očeta, da bi se izgubil kateri teh malih. Prej je govora o pastirju, ki ima 100 ovac in kako jih pusti 99 in gre iskat tisto, ki se je bila izgubila, ki je zašla. Kaj je torej Božja volja? Vsekakor, da dosežemo večno srečo, da nihče ne bi bil izgubljen iz njegovega večnega objema. Bog pač gleda na naš končen cilj in tja nas hoče privesti, navkljub temu, da izredno spoštuje naše svobodne odločitve. To nam oznanjujeta tako stara zaveza, na primer psalem, ki govori o Bogu kot dobrem pastirju, kot nova zaveza, ko na primer opisuje srečanje Jezusa in Zaheja, kjer na koncu poročila pravi Gospod: Sin človekov je namreč prišel iskat in zveličat, kar je izgubljenega. Zato je prav in dobro, da v svojem življenju ne izgubimo z vidika Boga. Pri molitvi Oče naša vedno znova molimo za izpolnitev Božje volje. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Bog je za uresničitev našega odrešenja naredil vse, kar je mogel. Celo svojega sina je poslal, da bi nas odrešil. Cena za to odrešenje je bila velika. Sinova žrtev in smrt na križu, nato pa vstajenje od mrtvih. Sam Božji sin je trepetal pred to Božjo voljo in v Getsemaniju večkrat molil: Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Ta Jezusova molitev nam dokazuje, da ni vedno lahko sprejeti in živeti Božjo voljo. Lahko je, na primer, izpolnjevati Božjo voljo takrat, ko gre vse po mojih načrtih ali ko mi je pisana na kožo. Težko pa jo izpolnjevati takrat, ko ne gre vse tako, kot smo si sami zamislili ali si želeli. Zato je prošnja pri Oče našu: zgodi se tvoja volja, neke vrste zrelostni izpit ali preizkus vsakogar izmed nas, ki hočemo biti Jezusovi učenci. Vprašajmo se iskreno, ali sem res pripravljen vedno in povsod sprejeti Božjo voljo. Pri poročnem obredu, na primer, je sprejetje Božje volje za objeto obljubi, da bo zakonec stal ob strani svojemu sozakoncu v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, da ga bo ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. In vsakdanje življenje nas uči, kako je za nekatere težko slediti in izpolnjevati to obljubo. Kako sprejeti Božjo voljo, ko doživimo razočaranje, izdajo, ko opešamo ali ko nastopi resna bolezen, ko izgubimo službo ali nas zapustijo za večno naši najdražji? Potrebni sta vsaj 2 kreposti. Krepost vere in krepost poguma ali srčnosti. Krepost vere, ki je Božji dar, nam daje zagotovilo, da je Bog ob nas vedno, kot pravi psalmist. Preloži svoje breme na Gospoda, on bo skrbel zate, nikoli ne bo dopustil, da bi pravični omahnil. Krepost poguma ali srčnosti, ki je sicer človeška krepost, pa v sodelovanju z Božjo milostjo postane zaslužna in Bogu prijetna.
Za samo krepost srčnosti katekizem katoliške cerkve pravi, da le-ta v težavah zagotavlja trdnost in stanovitnost pri zadevanju za dobro. Srčnost nam krepi odločnost v upiranju skušnjavam in premagovanju ovir v naravnem življenju. Krepost srčnosti napravlja človeka sposobnega za premagovanje strahu, celo strahu pred smrtjo, za prestajanje preizkušenj in preganjanj. Srčnost pripravi človeka, da gre prav do odpovedi in celo do žrtvovanja svojega življenja, ko je treba obraniti pravično stvar. Pri sprejemanju in vztrajanju v Božji volji nam lahko pomagajo tudi zgledi Božje Matere Marije in svetnikov. Sveta Mati Božja, na primer, je kot mlado dekle, čeprav ob angelovem znanenju ne razume vsega, vendarle izgovorilo svoj življenjski da, pritrdilo Božji volji in njegovemu načrtu z besedami: zgodi se mi po tvoji besedi. Ta njena privolitev jo je popeljala na povsem neznane in nepričakovane poti. Zakonska zveza s svetim Jožefom, Jezusovo rojstvo v Betlehemu, beg v Egipt, spremljanje Jezusa na križovem potu in spremljanje njegovega umiranja, vstajenje od mrtvih in rojstvo cerkve, vse do njenega vnebovzetja. Ni vsega razumela, a je vendarle zaupala, sledila Bogu, njegovi volji. Skozi življenje je prihajalo do novih spoznanj o Božjem odrešitvenem načrtu in ni manjkalo trenutkov preizkušenj in trpljenja. Ta njen zgled lahko koristi tudi nam, še zlasti, da bi bolj zaupali Bogu, kakor ljudem. Bog pač zna pisati ravno tudi po krivih črtah in tam, kjer vrata zapre, še vedno pusti odprto okno, kakor pravijo izkušeni duhovni pisatelji. Prvim kristjanom ni bilo tuje premišljevanje o Božji volji, še zlasti ob molitvi Oče naša. Goreči pisatelj Tertuljan iz začetka 3. stoletja je takole razmišljal o Božji volji. Kaj drugega želi Bog kot to, da živimo po njegovem nauku? Prosimo, naj nam podeli bogastvo in moč svoje volje, da se rešimo v nebesih in na zemlji. Predvsem namreč želi, da se zveličajo tiste, katere je vzel za svoje otroke. In na to razmišlja še dalje. Tudi to, kar je Gospod izvrševal, ko je vznanjal, delal in trpel, je Božja volja. Tako je namreč sam povedal, da je prišel vršiti ne svojo, ampak Očetovo voljo. In zaključi: ko torej pravimo, zgodi se tvoja volja, s tem sebi želimo dobro, ker v Božji volji ni nič slabega, čeprav je komu naloženo kaj zoprnega, kakor kdo zasluži. Danes se poslovimo s kratko prošnjo iz Mašne knjige, ki je predpisana za torek 2. adventnega tedna. Pravi takole: Dobri Bog, vsemu svetu si oznanil odrešenika. Naj v veselju pričakamo slavno rojstvo njega, ki s teboj v enosti Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.